Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani prvi guverner Banke Slovenije, gospod Arhar, spoštovani gostje, dragi sodelavci, lepo pozdravljeni na otvoritvi Muzeja Banke Slovenije. Naša država letos praznuje 30-letnico in skupaj z njo praznuje tudi Banka Slovenije. Na dan, ko je bila razglašena samostojnost Republike Slovenije, je bila namreč ustanovljena tudi Banka Slovenije. In ena izmed naših prvih nalog, oziroma prva naloga pravzaprav, je bila izdaja našega lastnega denarja, ki je seveda eden ključnih atributov vsake državnosti, vsake suverenosti. Tudi v nadaljevanju smo se v Banki Slovenije ukvarjali z pomembnimi vprašanji, soočali smo se s pomembnimi izzivi in seveda prispevali k njihovi rešitvi. Naj omenim samo najpomembnejše. Banka Slovenije je bila tista institucija, ki je sodelovala in pomembno prispevala k vključitvi Slovenije v mednarodne organizacije. V mislih ima Mednarodni denarni sklad, Banko za mednarodne poravnave, Svetovno banko. Banka Slovenije je bila tudi tista, ki je pomembno prispevala k stabilizaciji ekonomskih razmer v Sloveniji, ki je pripomogla, da je bila Slovenija med prvimi članicami, med prvimi novimi članicami Evropske unije, med 10, ki je prispevala k temu, da smo bili med 3 državami, ki se je priključila k sistemu menjalnih tečajev in ki je potem na koncu privedla do tega, da je bila Slovenija prva država, ki je prevzela evro. Prav tako smo v Banki Slovenije ves čas skrbeli tudi za finančno stabilnost, skrbeli smo za to, da delujejo plačilni sistemi, da imamo danes sodobne plačilne sisteme, s katerimi lahko tako banke kot tudi državljani plačujemo v realnem času v celotnem evrskem območju. Poleg tega, da je za nami bogata zgodovina, zelo polnih 30 let, bomo v tem muzeju, ki ga danes odpiramo, predstavili tudi naše trenutno delovanje. Tukaj je kar nekaj simbolike, namreč 4 atlanti, ki krasijo pročelje naše stavbe, se odražajo tudi v našem delovanju. Danes lahko naše celotno delo strnemo v 4 ključna področja. Najprej govorimo o denarni politiki, s katero določamo, kakšni so pogoji poslovanja za praktično 340 milijonov Evropejcev, kako privlačno je naše varčevanje, po kakšni ceni se lahko zadolžujemo in s tem izpolnjujemo svoje življenjske in poslovne cilje. Drugi steber se nanaša na nadzor poslovanja bančnega sistema. Zavedamo se, da so banke pomemben del naše infrastrukture in da je prav tako pomembno, kako so nadzorovane, kako spremljamo njihovo poslovanje. Tretji steber, ki ga prav tako predstavljamo danes v tem muzeju, je finančna stabilnost. Ta je izredno pomembna za nas, za vse državljane in tudi za vsa podjetja. In nenazadnje gre tudi za 4. steber, ko govorimo o reševanju, o morebitnem naslavljanju težav, v katere lahko zaide naš finančni sistem. Vsi ti aspekti, tako zgodovinski del, kot tudi današnje poslovanje, so predstavljeni na teh 200 kvadratnih metrih, ki jih danes utvarjamo skupaj z gospodom predsednikom Borutom Pahorjem. Tako da prosim za uvodne besede. Spoštovani gospod guverner, prvi guverner, gospe in gospodje. Najprej naj čestitam Banki Slovenije za imenitno zamisel, da ste ob visokem, okroglem, čudovitem jubileju države in Banke Slovenije pripravili muzej in ga zdaj ponujate javnosti, ki bo gotovo tukaj radovedno opazovala stvari, s katerimi se ukvarjate in nas vse zanimajo. Rad bi se spomnil, tako kot vi, gospod guverner, začetkov. Takrat sem bil poslanec, delegat Bučarjeve skupščine. To je bilo zelo prelomno leto, ko so se sprejemale številne dalekosežne odločitve in med njimi tudi odločitev o ustanovitvi Banke Slovenije. Danes se te odločitve morda komu zdijo samoumevne. Takrat so bile povezane z nekaterimi političnimi, gospodarskimi, finančnimi, pa tudi čisto človeškimi tveganji. In ko danes vse te odločitve opazujemo za nazaj, moramo biti ponosni na neko intuicijo, ki je poleg znanja in modrosti, tudi poguma, krasila pravzaprav tisti čas in tiste ljudi,
deloma pa se je napajala iz neke enotnosti, ki smo jo bili takrat v slovenski politiki in med slovenskimi ljudmi priča. Ustanovitev Banke Slovenije, tako pomembna odločitev postaviti na noge ob državi še nekaj, kar bo skrbelo za denar, nekaj, na kar smo Slovenci, in to rečemo najbolj žlahtnem pomenu besede, zelo občutljivi, to je bila neka prelomna odločitev. In izkazala se je za umestno, nenazadnje smo potem imeli neko tranzicijo z na nek način našo valuto, takratnim tolarjem, z boni, s tolarjem, vse do vstopa v evrosistem. Takrat je bilo zaupanje v bone, pa potem v tolar, v slovenski denar veliko. Rad bi se spomnil, pa ne zato, ker je dr. Arhar, in to mi je v veliko čast, moj dragoceni svetovalec, da so vsakoletni nastopi njega pred državnim zborom vedno bili postreženi, pospremljeni z enim velikim zaupanjem, ne samo z aplavzom, ampak za veliko pozornostjo, ki jo je državni zbor namenil njegovim besedam. Vseh 8 let ali koliko? 10. To mi seveda potem kot poslancu državnega zbora vsa ta leta zelo ostaja v spominu. Hočem reči, da se lahko Slovenci, kar se tiče zgodovine, in muzej je tak prostor, kjer se človek obrača deloma tudi v preteklost, se lahko obrnemo z velikim ponosom. Jaz kot predsednik republike sem prevzet na nek način nad tem, kaj lahko, na kaj vse smo lahko Slovenci zdaj v teh mesecih, maj, junij, julij, na kaj vse smo lahko ponosni. Žal mi bo, zelo mi bo žal, gospod guverner, gospe in gospodje, če teh mesecev zaradi aktualnih političnih in drugih dogajanj ne bomo znali izkoristiti za neke občutke nekega iskrenega nacionalnega ponosa. Razloge imamo. Zdaj gre za to, ali želimo izpričati to samozavest. Rad bi, da nam bi to uspelo. Mogoče nam gre na roke tudi dejstvo, da počasi ta epidemija pojenja in da se, evo, danes že lahko vendarle, čeprav na razmeram primeren način, ampak vendarle toliko podružimo, da smo skupaj ob otvoritvi tega muzeja. Upam, da bodo sem prišli mladi ljudje, čeprav razumem, njim najprej namenjen ta muzej, pa seveda vsi, ki jih malček zanima, kako smo Slovenci uspeli pri svoji finančni in denarni osamosvojitvi, danes pa smo del skupnega evropskega sistema in upajmo, da bo tako tudi ostalo. Da ne bomo podvrženi znova nekim zelo prelomnim tveganjem, s tistimi tveganji, s katerimi smo imeli opravka v začetku 90 let, pa smo imenitno opravili. Na to pravim, smo lahko ponosni. Upam, da bo tudi muzej sam postregel s takim vtisom med prebivalstvom, zlasti med mladimi. Rad bi se zahvalil za to zamisel Banki Slovenije, vam, guverner, za opravljanje vašega pomembnega dela, vam in vaši ekipi voščim danes otvoriti tega muzeja samo vse najboljše. Hvala lepa. Najlepša hvala. Predno vas vse skupaj kot prve obiskovalce povabim na ogled našega muzeja. Dovolite, gospod predsednik, da vam z največjim veseljem in globokim spoštovanjem v spomin na današnjo otvoritev podarim medaljo, ki smo jo v Banki Slovenije izdali ob 30 let iz našega delovanja. Naj omenim samo še to, da je posebnost te medalje dejstvo, da je podoba, ki jo glasi, da je bila ta podoba zbrana strani vseh Slovenk, vseh Slovencev preko spletnega natečaja. Tako da izvolite, prosim.